Gospodarska zbornica Slovenije je največja, najmočnejša in tudi najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji. Njihovo temeljno poslanstvo je izboljševanje poslovnega okolja in pa pospeševanje gospodarske rasti in to počnejo že od leta 1851. Podjetja, ki sodelujejo na naši razstavi, seveda takrat še niso poslovala. So pa vsa skupaj odličen primer tega, za kar se zavzema zbornica, ki te dni gosti našo razstavo. Razstava je namreč vzorčni primer povezovanja in sodelovanja, iskanja rasti ne le v smeri lastnih dosežkov, ampak napredka nas kot družbe. V njo je vključenih 20-terica podjetij, ki so za povrh vodilna v svojih segmentih, nekateri tudi kot odlični zaposlovalci, drugi na področju trajnostne preobrazbe, tretja kot vodilni dizajnerji. Še posebej pa smo veseli dejstva, da je rdeča nit nabora teh izjemnih podjetij izbira materiala, s katerimi ta dosegajo svoje poslovne presežke. To je seveda les, naše nacionalno bogastvo. Les dejansko postaja gradbeni material prihodnosti in ne glede na to, da ga pravzaprav imamo že več stoletij pred nosom in tudi naši predniki so dejansko les znali dosti bolj izkoriščati, kot smo ga izkoriščali recimo še v prejšnjem stoletju, vsaj v drugi polovici. Dobro, jaz razumem, da je industrializacija po drugi svetovni vojni pač terjala neke druge pristope, večja uporaba betona, opečnih materialov, mineralnih materialov, vendar smo sedaj prišli v tem zelenem prehodu, ki nas čaka zaradi vseh tegob, s katerimi se srečujemo, do točke, ko dejansko les zopet pridobiva zelo veliko vlogo v fazi, jaz bom rekel, ne gradbeništva, ampak graditeljstva. In seveda Slovenci, ki smo v bistvu zelo bogata, lesno zelo bogata država, seveda imamo tukaj zelo velike možnosti. Je pa napredek, ki smo mu priča v zadnjih 10 letih, da les ni več samo material za energijo oziroma za kurilne naprave, ampak seveda nam omogoča niz drugih izkoristkov. Končno prišel do tega poudarka in mislim, da so rezultati tudi ta vaša razstava, ki ste jo danes pripravili in ki jo seveda toplo pozdravljam.